Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji okrogli mizi z naslovom Kako preživeti v prehranski džungli, meni prihodnosti na žaru. Z današnjo razpravo bomo poskušali osvetliti in poiskati nekaj smernic za kompleksne odločitve, s katerimi se kot posamezniki in kot družba nekako soočamo na vsakdanji ravni v tej džungli. Poskušali bomo raziskati, kako o trajnostnem in tudi o zdravem prehranjevanju razmišljati v času agroživilskih inovacij, podnebnih izzivov in ob vse glasnejših razpravah o alternativnih virih in načinih prehranjevanja. In seveda, kakšno vlogo ima pri vsem tem znanost. Svoje dragocene uvide bodo z nami delili profesorica dr. Nataša Poklar Ulrih, predstojnica katedre za biokemijo in kemijo živil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, dr. Alen Albrecht, vodja laboratorija za prehrambeno kemijo na Kemijskem inštitutu, profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani ter redni profesor na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, profesorica dr. Barbara Korovšič-Seljak, raziskovalka na odseku za računalniške sisteme Instituta Jožef Stefan in na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pa profesorica dr. Tanja Kamin, vodja raziskovalnega centra za socialno psihologijo in predavateljica na Fakulteti za družbene vede. Lep pozdrav vsem, hvala lepa, da ste se odzvali k sodelovanju na tej okrogli mizi. V zadnjih letih se nekako debate na temo našega menija prihodnosti, ki bi bil bolj trajnostno naravnan, vrtijo predvsem okoli mesa. Mnogi pozivajo k zmanjšanju uporabe mesa, saj da velik odstotek toplogrednih plinov izvira iz živinoreje. Poleg tega naj bi s proizvodnjo mesa porabili veliko več virov, kot recimo s proizvodnjo neke rastlinske hrane enake hranilne vrednosti. In ena od možnih alternativ, ki v zadnjem času pravzaprav buri duhove tudi v slovenski javnosti na nek način, je laboratorijsko meso. Gre torej za zelo cvetoče področje, v katerega v želji in v pričakovanju velikih dobičkov na račun vse bolj osveščenih potrošnikov vlaga zelo veliko podjetij. Doktorica Nataša Poklar Ulrih, kaj pa sploh je laboratorijsko meso in ali lahko to resnično postane naš glavni vir beljakovin ali pa je to zgolj kratkotrajna in prehodna fantazija? Lepo pozdravljeni. Tako da laboratorijsko meso, kot ste sami omenili, pač v zadnjem času dviguje veliko prahu in je pa seveda zato, ker je novost na današnjem času. Je pa tudi veliko podjetij, ki se je začelo s tem ukvarjati, kljub temu, da laboratorijsko proizvedeno meso iz zarodnih celic, recimo ali je to govedo, zahteva tudi določene tehnološke postopke. Produkcija je precej draga, tako da v danem trenutku je težko govoriti, ali bo laboratorijsko meso nadomestilo konvencionalno pridelavo mesa, ampak na osnovi tega, kar vemo, si upam trditi, da ne. Lahko bo predstavljalo del, neko nišo v bodoče. Tudi na tej točki tudi jaz nisem prerok, da bi povedala, katero smer bo znanost šla, a bo odpravila določene težave, s katerimi se soočajo pri pridelavi laboratorijskega mesa. Mislim, da o tem bo malo pozneje govora, tako da to je moja prognoza glede na ceno trenutno pridelave in pa tehnoloških primanjkljajev oziroma ovir, ki so na tej poti še ne. Hvala lepa. Dr. Gregor Majdič, v nedavnem zapisu, ki je odmeval tudi po različnih medijih, ste vi izrazili skepso glede uporabnosti laboratorijskega mesa. Ali lahko torej podrobneje pojasnite, kateri so še tisti tehnični in etični izzivi na poti k njegovi širši uporabi? Ja, hvala lepa za povabilo. Mogoče na začetku, ta moja objava je bila res zelo širjena po družbenih omrežjih. S tem, da bi na začetku povedal, da nikakor ni bila čeprav potem razumljena kot nekako nasprotovanje načrtom podjetnika Iva Boscarola, ker vlaganje v znanost je izjemno pomembno in to, kar je on naredil, mislim, da je izjemno pomembno. Moj zapis je bil bolj proti temu, ker so poročali mediji, ki so poročali v smislu, ker je ravno kar tudi kolegica Nataša rekla, da to je še daleč od dejanske uporabe. Zdaj, glavni 4 problemi, ki so tukaj, sta 2 tehnološka, 2, bi rekel, recimo biološka ali pa zdravstvena.
Prvi je ta, kot je kolegica rekla, to je zaenkrat izjemno drago, pa ne samo to, da je izjemno drago, tudi zaenkrat nimamo nobenega dokaza, da bomo to lahko v velikih količinah proizvajali. Zaenkrat se to dela na način, da celice vzgajamo v bioreaktorjih, ki jih uporablja že dolgo časa biofarmacevtska industrija za proizvodnjo bioloških zdravil, vendar so to reaktorji, ki je največji tam 10.000 litrov kapacitete in s tem lahko proizvedemo nekaj kilogramov mesa v nekaj tednih, kar je izjemno malo in zaenkrat ni nihče pokazal, da bomo lahko proizvedli reaktorje, ki bi bili sposobni proizvajati tone in tone mesa, s katerimi bi lahko. Drugo vprašanje, ki se postavlja, je seveda vprašanje okoljske trajnosti. Namreč pogosto se govori, da je to bo trajnostna pridelava, da bo to nadomestilo konvencionalno pridelano meso, vendar je treba zavedati, da je to izjemno energetsko potraten postopek, saj moramo celice gojiti pri 37 stopinjah Celzija, kar pomeni, da moramo nekaj tisoč oziroma nekaj tisoč hektolitrov gojišča, v katerem rastejo celice, stalno vzdrževati na temperaturi 37 stopinj, kar je seveda ogromna poraba energije. Zdaj sam točnih izračunov nimam, zagotovo pa bo treba preveriti, kaj to pomeni za trajnost, za našo pridobivanje energije. Potem sta pa še dve vprašanje glede varnosti, pa tudi morda glede tega, ko se govori, da je to nekako živalim prijazna pridelava. Glede varnosti zdravstvenega stanja je tako, da se večinoma celice gojijo z uporabo antibiotikov. Vemo, da se izogibamo uporabe antibiotikov v živinoreji, da iščemo alternative, kako bi lahko to odpravili. Celice pa se večinoma goji na ta način, da dodajamo antibiotike, zato ker gojišča, v katerih rastejo celice, so tudi izjemno dobra gojišča za bakterije. Da se seveda tudi brez teh antibiotikov, vendar to izjemno podrži postopek, ker to pomeni, da moramo potem gojiti te celice v absolutno sterilnih pogojih, kar je pa izjemno zahtevno. In pa še četrta zadeva, ki se pa mnogi ne zavedajo, je pa, da dejansko ni tako zelo živalim prijazno to. Namreč za gojenje celic uporabljamo serum nerojenih teličkov govejih. Žal kljub 20 let ali več raziskav s celičnimi kulturami je ta nadomestek še vedno nujen za normalno hitro rast celic. Obstojajo gojišča, v katerih lahko gojimo celice brez tega dodatka, vendar celice rastejo izjemno počasi. In tukaj je bilo ogromno raziskav, ker to je tudi pri laboratorijskih celičnih kulturah, je to izjemno velik strošek, daleč največji strošek celičnih kultur, tako da bi si vsi želeli nadomestek za to, ne samo zaradi seveda etičnih razlogov, ki so zelo pomembni, ampak tudi zaradi cene. Vendar do sedaj, kot sem rekel, 20 letih tega še nikomur ni uspelo in ne vemo, ali bo to dejansko kdaj uspelo. Torej, veliko je še izzivov na poti do dejanske uporabe laboratorijskega mesa, ki tudi ni edini odgovor na podnebne spremembe. Doktorica Tanja Kamin, kako pa ljudje sprejemajo tovrstne inovacije in kako jih umeščajo v svoje prehranske navade? Vemo recimo, da v Sloveniji pojemo veliko preveč mesa, kar je problem tako z okoljskega vidika, kot tudi zdravstvenega vidika. Vse te naše prehrambene navade kakorkoli spreminjajo v zadnjem času. Ja, hvala za povabilo in vprašanje. Bom začela mogoče tukaj na koncu. Ja, v Sloveniji imamo z uživanjem mesa res velik problem in to ni neka nova stvar. Na preveliko uživanje mesa, se pravi uživanje prevelikih količin mesa, nas v bistvu zdravstvene avtoritete opozarjajo že več kot zadnjih 20 let. Vsi poznate že vrsto kampanj, ki jih je pripravil in Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer opozarjajo, da pojemo preveč mesa, hkrati pa pojemo premalo sadja in zelenjave, pojemo tudi preveč sladkorja, da o alkoholu sploh ne govorim. Skratka, imamo precej problematičnih prehranjevalnih navad, ki jih bomo morali začeti naslavljati. Pojiti lanslet naj bi v bistvu količino mesa, recimo po povprečju porabimo okrog 130 gramov mesa na dan in to količino naj bi po teh priporočilih zmanjšali za približno 67%. Zdaj, to ne pomeni recimo, mislim, da je prezgodaj ali po tem primeru res čist brez veze govoriti o tem, da bi se popolnoma odrekali mesu, ampak kot neka boljša alternativa, ki v bistvu potem tudi ne rabi nekih posebnih nadomestkov, je izpuščanje mesa iz svojih dnevnih obrokov, ker morate vedeti, da obstajajo ljudje, to raziskave kažejo, ki meso pojejo recimo po 4-krat na dan, se pravi za zajtrk, malico, kosilo, večerjo in tako naprej.
Skratka, že samo opuščanje ali pa recimo približevanje prehranskim praksam, ki smo jih poznali v preteklosti, se pravi, ko meso ni bilo na krožniku ob vsakem obroku, bi bila neka recimo dobra rešitev. Zdaj, kar se tiče samega sprejemanja laboratorijskega mesa, je pa tako. Raziskave, ki jih poznam, zdaj se že več kot 20 let v bistvu ukvarjam s prehranjevalnimi navadami in to, kar lahko povem za prebivalce Slovenije, je, da so načeloma zelo zadržani do vsakršnih novosti, vpeljevanja kakršnihkoli novosti v svoje prehranske navade. Zdaj, to ni neka spet velika slovenska posebnost. Tuje raziskave kažejo tudi to, da se prehranjevalne navade veljajo v bistvu za tista vedenja, ki se najpočasneje spreminjajo. In to zato, ker je vpeto v različne sisteme in ker prehranjevanje poleg bioloških potreb zadovoljuje tudi številne druge emocionalne, družbene in tako naprej. Nekatere raziskave celo kažejo, da so ljudje, ki se preselijo v tuje okolje, naprimer, da prej pozabijo svoj materni jezik, kot pa svoje primarne prehranjevalne navade. Tako da v bistvu je neko vpeljevanje hitrih novosti v bistvu neka taka, rečemo, težko dosegljiva reč. Eno stvar je poskusiti, druga stvar je pa vpeljevati potem neko novo prehransko navado v vsak dan. V naši zadnji raziskavi na kvazi reprezentativnem vzorcu na mladih ljudeh, se pravi starih od 18 do 35 let, smo posebej spraševali tudi naklonjenost mladih, ki so načeloma bolj naklonjeni novostim in spremembam, kako gledajo na te alternativne proteine, med drugim tudi v laboratorijih vzgojeno meso. Prva stvar je, ki smo ugotovili, da seveda ljudje o tem kaj dosti še ne razmišljajo, ker je to precejšna novost. Ko smo jim razložili, zakaj gre, so pa načeloma podali, da potencialno bi lahko bila to neka dobra etična alternativa, ne za popolno nadomeščanje, ampak za vključevanje v druge prehranske obstoječe prakse. In so se pa spraševali, ali pa recimo, če smo jih spraševali čisto o odnosu, so malo bolj temu se nagibali, da je to vendarle nenaravno, da je mogoče nezdravo, nevarno, varno ja, ampak manj zdravo in tako naprej. Skratka, cel kup nekih pomislekov, seveda o neki prehranski praksi, živilu, ki na trgu v bistvu sploh še ni dostopno. Hvala. Doktorica Barbara Korovšič-Seljak, vi ste doktorirali z področja računalništva in informatike, na področju prehrane pa ste se, kot pravite, znašli naključno prek različnih projektov. Kakšno vlogo pa imate znanstveniki z področja računalništva na področju prehrane in kako nam lahko uporaba naprednih računalniških metod pomaga navigirati na nek način po tej prehranski džungli? Hvala za besedo, pozdravljeni. Računalništvo je pa zdaj področje, ki je nekako prisotno v vseh domenah, tudi v domeni prehrane in živilstva. Žal je tako, da lahko sklepamo o nekih znanstvenih dognanjih na osnovi dejstev, na osnovi podatkov. In zdaj, kako prvič zbirati podatke, kako jih urediti ustrezno, kako jih povezati na smiselen način, da lahko izluščimo tiste informacije, ki predstavljajo pomembno znanje. To je pač znanost, ki jo mi vodimo, ne samo na Inštitutu Jožef Stefan, ampak pač tudi v ostalih institucijah. Podatki so zelo, zelo pomembni, ker ljudje smo kompleksna bitja. Nekdo bo odreagiral na določeno živilo na takšen način, nekdo drugi na drugačen način, ne samo pač zaradi okoljskih faktorjev, vedenjskih navad, kulturnih navad, ampak pač tudi telo, naš genom je pri eni osebi takšen, pri drugi osebi drugačen. Tako da tukaj gre za izredno kompleksne zadeve in če želimo pripeljati znanost, pa ne bom rekla do konca, ampak korak naprej, potrebujemo čim boljše
podatkovne zbirke in potem tudi metodologijo, ki zna izluščiti te podatke, jih združiti in potem oblikovati to novo znanje, ki je potrebno. Tako da mi smo pač sodelovali v različnih projektih, tako nacionalnih, evropskih, v različnih infrastrukturah in se trudimo urediti to zmedo, ki ta trenutek še vedno je prisotna. Ker raziskovalci v različnih laboratorijih so izredno pač aktivni in zbirajo različne podatke, ampak to ni dovolj. Te podatke je treba urediti na tak način, da so pač lahko dostopni, da so dostopni na etičen način, da so opisani na tak način, da dejansko potem lahko narediš repliko neke raziskave oziroma da te podatke vključiš potem že spet v neke nadaljne zbirke. To je pač znanost zase in mi tukaj poskušamo po čim boljših močeh nekako prispevati k temu razvoju. Mogoče prvi trenutek se sliši, kaj je to sploh potrebno. V končni fazi imamo ogromno nekih računalniških rešitev, pač vzamemo nek program, ga apliciramo, ampak nažalost je tukaj še toliko dela za opraviti, da pač je naša aktivnost nekako dobrodošla, zaželena in pravzaprav tudi nujno potrebna. Super. Veliko raziskav pa se v zadnjih letih usmerja v iskanje alternativnih virov beljakovin neživalskega izvora in s tem se ukvarjate tudi pri vas na Biotehniški fakulteti, pa tudi na Kemijskem inštitutu. Pa bi mogoče za začetek vprašala vas, dr. Alen Albrecht, kakšne so torej po vašem mnenju najobetavnejše alternative tradicionalnim živalskim beljakovinam in s katerimi se v vaših projektih najbolj intenzivno ukvarjate? Ja, lep pozdrav, hvala za vprašanje. Jaz bi rekel, tako kot je bilo že omenjeno, so drugi alternativni viri beljakovin, ki prihajajo v ospredje. En tak vir so naprimer tudi žuželke. Zdaj, sprva bi mogoče rad najprej poudaril, da načeloma to ni nič novega. Že več kot 2 milijardi ljudi po vsem svetu se že prehranjuje že desetletja, če ne stoletja z žuželkami. Edino bi rekel mogoče v zahodnem svetu smo temu majčkeno manj naklonjeni. Prednosti, ki bi jih mogoče izpostavil pri uporabi žuželk v prehrani, teh je načeloma kar nekaj, ampak ena je definitivno to, da naprimer žuželke, če jih gledamo kot živalsko vrsto, predstavljajo 70% preko vseh živalskih vrt na svetu, kar je v bistvu kar, bi rekel, velika količina potencialne hrane, ki je do zdaj dokaj neizkoriščena. Potem tukaj je tudi samo gojenje žuželk. Kot je bilo že prej omenjeno, se smatra kot bolj trajno, se pravi, manj vode se porabi, manj krmil, posledično tudi, glede na to, da so žuželke majhne, tudi površinsko dosti manj zasedajo kot običajna živinoreja. Poleg tega pa je življenjski cikel žuželk kratek oziroma sploh ta njihova razvojna faza je zelo hitra, tako da je tudi gojenje žuželk dokaj hitro. Kar je tudi druga zelo pomembna prednost pri žuželkah je tudi to, da so taksonomsko se dosti bolj razlikujejo, človek se taksonomsko dosti bolj razlikuje od žuželk, kot se od običajnih živali, se pravi, ki jih uporabljamo v živinoreji, se pravi govedo, prašiči, perutnina. In na podlagi tega je tudi manj verjetno, da bi prišlo do kakšnih prenosa, kakšnih patogenih stvari pol tudi na človeka. Tako da tudi stališča varnosti mogoče ne samo, da ni sporno, ampak je mogoče to celo kot plus. Prej, ko smo omenjali tudi, se pravi, da ne bi to bil bolj trajen način, seveda tudi z vidika, da žuželke proizvajajo zelo majhne količino ali pa sploh ne toplogrednih plinov, s katerimi se zadnja leta oziroma desetletja kar precej ubadamo. In to je verjetno pol tudi vse te prednosti
so pol privedle do tega, da je leta 2021 EFSA oziroma Evropska agencija za varnost hrane tudi odobrila uporabo žuželk v UV območju, nekaterih žuželk seveda, za uporabo v prehrani. Ne. No, ampak ni pa pomembno samo, da recimo mi jemo, vključujemo v našo hrano alternativne vire proteinov, ampak pomembno je tudi s kakšno krmo se hranijo te žuželke. Čeprav razumem, vi delate tudi na tovrstnih projektih, ker preučujete, kako krma vpliva na njihovo sestavo. Nam lahko poveste nekaj več o tem projektu? Ja, hvala. Res je, dobro, zdaj veliko se govori o žuželkah kot alternativnih virih proteinov, ampak žuželke so tudi na primer zelo dober vir maščob, predvsem nenasičenih maščobnih kislin, kot so na primer omega-3, omega-6 maščobne kisline, poleg tega so tudi lahko bogat vir drugih nutrientov, kot na primer minerali, železo, kalcij. No, v naši skupini na Kemijskem inštitutu pa se predvsem ukvarjamo z mikronutrienti, ki so lahko prisotni v samih žuželkah. Zakaj pravim, so lahko prisotni? Zato, ker njihova prisotnost je predvsem odvisna od krme oziroma s čim se te žuželke prehranjujejo. V projektu, ki ga v bistvu lih dobro začenjamo z slovenskim podjetjem Mokar, v sodelovanju z njimi, hočemo nekako raziskati, kako sama prehrana vpliva na sestavo žuželk. Ne toliko z proteinskega oziroma beljakovinskega vidika, ampak bolj z teh mikronutrientov, kot so na primer vitamini, provitamini, polifenoli ali pa kakšne druge tudi bioaktivne spojine, ki imajo nek blagodejen učinek na zdravje človeka. Tukaj nas predvsem zanima, se pravi, ko žuželke zaužijajo neko krmo, neko hrano, kaj se s temi mikronutrienti dogaja. A jih absorbirajo vase, se pravi, se mogoče nekje skladiščijo v telesu žuželk, ali pa jih mogoče žuželke enostavno izločijo ven. Mogoče se celo metabolizirajo, se pravi, presnovijo v neke druge produkte, ki bi prav tako bili zanimivi z stališča žuželk kot prehrana, stališča varnosti in tudi biološke aktivnosti. Najlepša hvala. Doktorica Nataša Poklar-Ulrich, tudi vi preučujete žuželke, pa tudi druge vire proteinov. Kako si torej zamišljate njihovo vlogo v naši prehrani prihodnosti in kakšne so vaše raziskave v tej smeri? Ja, tako da verjetno si na evropskem trgu, pa tudi na slovenskem, težko predstavljamo, ali pa vsaj manjši meri, da bomo zaužili cele žuželke, ker to nam ni blizu. Pa če, kot je bilo omenjeno, 2 milijardi ljudi se pa prehranjuje z žuželkami. Tako da način, ki ga jaz vidim, je v obliki raznih mok, ki jih pridobimo, ali pa past, ki so potem kot dodatki izdelkom. Tako da to je edini način, ki ga jaz vidim, da bi bil sprejemljiv za večino populacije. Seveda mi žuželke, ki jih proučujemo seveda njihovo prehransko sestavo, ker so bogati vir proteinov, pa prav tako maščobnih kislin, in pa istočasno njihovo kemijsko varnost teh izdelkov in pa mikrobiološko, ker je zelo pomembno, da izdelki, ki pridejo na tržišče, so neoporečni. Tako da je treba tudi pri vzgoji žuželk je še veliko vprašajev, tako da pridobiti na koncu res živilo, ki je varno. Kot vem, pa poteka tudi evropski projekt, kjer je vpletenih več univerz in vsaka od teh univerz ima za cilj razviti nov produkt. To je od raznih omak do testenin, ki so jim dodane žuželke in tako naprej. Tako da je veliko možnosti, ki bi na en način bile sprejemljive tudi za nas. Pa so recimo živila iz žuželk že prisotna na naših trgih, konkretno recimo v Sloveniji, in kakšna je regulacija na tem področju? Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Kot sem malo brskala, tako da izdelkov v prosti prodaji ni, recimo če gremo v eno
blagovnico pa poskušamo dobiti, ampak na internetu se jih da kupiti, tako da, ampak cena je, mislim, da dosega za kilogram žuželk okrog 150 evrov, tako da je cenovno trenutno tudi to še nesprejemljivo. Poleg žuželk pa preučujete recimo tudi alge, morda še kakšne druge vere proteinov in kakšni so tu recimo neki ključni izzivi? Ja, alge so prav tako, jih je dost enostavno gojiti v laboratoriju ali pa recimo v določenih obratih. Pri alge vsebujejo, seveda ločimo makro pa mikro, tako da imamo različne tipe alg, tako da tudi vzhodna kuhinja, če tako rečem, daljni vzhod pozna alge v svoji prehrani že zelo dolgo časa, ampak recimo dve, ki sta na tržišču, klorela pa spirulina, vsebujeta velik delež proteinov in te proteini vsebujejo tudi esencialne aminokisline, za razliko od nekaterih rastlin, rastlinskih virov proteinov, ki teh aminokislin nimajo, so kot takšne zahtevajo, recimo rekel, njihov ogljični odtis je manjši, tako da lahko predstavljajo recimo bogat vir proteinov. Poleg proteinov vsebujejo tudi omega-3 in omega-6 maščobne kisline v pravem razmerju, 1:6, številna barvila, karotenoide, naprimer, ki delujejo tudi kot antioksidanti, fenolnih spojin imajo precej manj. In pa alge kot takšne se pa da prav tako vključiti v številne izdelke. Zdaj alge lahko dobite v številnih trgovinah, tako da kot prehranska dopolnila. Mi smo ta prehranska dopolnila takrat proučevali glede na vsebnost. Skupaj projekt smo imeli z Inštitutom Jožef Štefan. Tako da smo tudi ugotovili, recimo, da te alge nekje deklaracija oziroma oznake so ustrezne. Tako da to je nekje. In pa seveda pri razvoju novih izdelkov alge, pa tudi žuželke smo poskušali fermentirati, to pomeni, da smo jih obdelali z raznimi mlečno-kislinskimi bakterijami, ker na ta način dobimo nove produkte in pa tudi nove okuse, tako da z uporabo določenih sebov lahko imajo te izdelke ali pa produkti okus, ki ga skoraj želimo, ker imamo cel set različnih mikroorganizmov. Tako da se da tudi senzorično izboljšati lastnosti, recimo pridelkov ali pa izdelkov iz žuželk ali alg. Super. No, omenjali ste prehranska dopolnila. Kakšna pa je, dr. Alen Albrecht, kakšna pa je recimo današnja prehrana? Je ta iz biokemijskega vidika drugačna kot nekoč, tudi recimo v luči različnih alergij in toleranc? Ali je na nek način osiromašena, manj zdrava in kako znanost pomaga ta izziv naslavljati? Bo prihodnost brez dopolnil v takšni ali drugačni obliki sploh mogoča? Ja, jaz bi rekel tako, no, zdaj, da se je prehrana nekaj zelo močno spremenila, po moje ne, no, predvsem se mi zdi, da se spreminjajo naše navade, no, oziroma tudi svet je postal dosti manjši, bi rekel, kar je bilo mogoče včasih eksotika oziroma kar je bilo značilno za določene kraje sveta, za določene narode, ne, se danes tudi, bi rekel, lahko zelo hitro znajde na našem krožniku, ne. Drugo pa, kot ste omenila, se pravi, današnja prehrana, ne, bi rekel, predvsem način življenja, ki ga imamo danes, ne, preko, vključno z mano, živimo kar preko hitro življenje oziroma konstantno nekako hočemo uravnotežiti preko kariero oziroma službo z zasebnim življenjem, ne, če tukaj vštejemo še družino in otroke, je to vse skupaj še nekako majčkeno težje in rekel, si mogoče ne vzamemo tudi vsak dan toliko časa, da bi pojedli ob vsaki priložnosti en polnovreden obrok, ampak včasih posežemo tudi po hitri prehrani, ne, oziroma naprimer lahko tudi po visoko predelani hrani, ne, ta pa je, tako kot ste omenila, mogoče malo siromašena, če govorimo z vidika nutrientov, ne.
Tukaj to lahko, rekel, če to se tega dost poslužujemo, lahko privede do različnih zdravstvenih težav, ne. Rekel, tudi naš metabolizem oziroma telo se z leti spreminja, tako da predvsem rekel, pri starejših so lahko te težave še toliko večje, ne. To lahko do neke mere seveda dopolnjujemo oziroma korigiramo z prehranskimi dopolnili, vsekakor pa prehranska dopolnila ne smejo biti, rekel, nadomestek za zdravo pa uravnoteženo prehrano. Tudi vaše raziskave, doktorica Poklar-Ulrich, segajo na področje prehranskih dopolnil. V kakšnem smislu in obsegu pa je njihovo uživanje sploh smiselno? Ja, tako kot je že kolega povedal, tako da to so dopolnila k prehrani in pri uravnoteženi prehrani jih dejansko ne potrebujemo. So pa recimo določene situacije, recimo ko naprimer jemljemo antibiotike, potem je priporočljivo, da vzamemo probiotike ali pa recimo si vzamemo vitamin C kot prehransko dopolnilo ali pa določene vitamine v zimskem času, vitamin D, tako da to ni nič neobičajnega, vsi uporabljamo prehranska dopolnila, ampak v kakšnem obsegu je pa seveda ne smemo pretiravati, ne sme to postati naš glavni vir nutrientov, tako da še zmeraj je prehrana tista, ki je osnova. A pa recimo mogoče, če nisem recimo pri nosečnicah, recimo folna kislina, pa še en kup takšnih primerov, pa športniki verjetno imajo tudi določena prehranska dopolnila, ki za regeneracijo pa tako naprej. Nikakor nisem, da recimo so pomembna, ampak ne smejo pa biti glavni vir nutrientov. Doktorica Tanja Kamin, kakšen pa je odnos mladih do recimo nekih novih neživalskih virov beljakovin in kaj mlade oziroma posameznike nasploh skrbi v zvezi s hrano in kako nekako upravljajo s temi skrbmi? Ja, v bistvu mlade pa tudi ljudi nasplošno, kot poznam iz raziskovalnih podatkov, v zvezi s prehranjevanjem in zdravjem skrbi zelo veliko stvari. V bistvu v nobeni raziskavi, ki sem jo uporabljala, ni bilo človeka, ki ga nekaj v zvezi z zdravjem in prehranjevanjem ne bi skrbelo. Ugotovila sem, da so ljudje načeloma zaradi te svoje skrbi o nekih zdravstvenih priporočilih ali pa priporočilih za zdravo prehranjevanje na neki splošni ravni relativno dobro seznanjeni. Opazila sva sem, da je pa nekega poglobljenega razumevanja tega, kaj določena priporočila zares pomenijo in kako jih integrirati potem v vsakdanje življenje, da je pa tukaj znanje pa malo bolj šibko. In ljudje se pogosto znajdejo v razkoraku med tem, kako mislijo, da se morajo prehranjevati recimo in kako si želijo prehranjevati, in tem, kako dejansko potem zaradi različnih okoliščin življenjskih, kako se potem dejansko prehranjujejo. In iz tega ven izvira precej stresa včasih, se pravi, kako zapolniti to vrzela, vsak pri sebi. Zdaj, pri mladih v bistvu ni nič drugače. Pri tej zadnji raziskavi, naprimer, vsaj mladostniki, ki so izpostavljali, da so v zadnjem letu pred raziskavo spreminjali načrtno prehranjevalne navade, recimo tudi, da so začeli izpuščati meso, da so se nujno popolnoma temu odpovedali in tako naprej, so to počeli zaradi različnih razlogov. Največ zaradi zdravja, nekateri pa tudi zaradi etičnih razlogov, se pravi zaradi skrbi za okolje ali pa recimo zaradi skrbi za dobrobit živali in tako naprej. Zdaj, odvisno, kaj so bili ti razlogi v ozadju, zaradi česar so zavestno začeli spreminjati prehranska vedenja, moram povedati, da pogosto ljudje posežejo po spremembah, kadar se pojavi zdravstvena težava pri njih osebno ali pa pri njihovih družinskih članih. Takrat se zgodi hitro lahko ena taka sprememba. Sicer pa jih mora nekaj drugega k temu spodbuditi. In mladi so zaskrbljeni glede okolja, veliko bolj recimo kot mogoče neka bolj odrasla
populacija, kar je seveda razumljivo, saj bojo morali oni živeti z podnebnimi spremembami, veliko bolj kot generacije, ki so v odhajanju. Zato tudi o svojih prehranskih navadah in spremembah majčkeno več razmišljajo verjetno. In recimo tuji raziskovalci največ upa za spremembe polagajo v mlade ljudi. Še zaradi nečesa zares so mladi, mogoče tista potencialna kritična masa za neko spremembo. Prej smo izpostavili, da se prehranjevalne navade zelo počasi spreminjajo. Mladi pa so v nekem obdobju, nekem kritičnem obdobju, mogoče za spremembe bolj naklonjeni, ker grejo sami skozi mnogo sprememb. Se pravi, zapustijo svojo primarno družino, se odselijo, spoznajo nove ljudi, začnejo študirati, se seznanjajo z novimi informacijami in so v tem obdobju nekega novega iskanja, vzpostavljanja nekih novih identitet, tudi bolj naklonjeni zares spremembam v prehranjevanju. In takrat tudi bolj intenzivno potem razmišljajo, na kakšen način recimo se prehranjevati. Je pa skrbi veliko v zvezi s prehranjevanjem, ne samo zdravjem, ampak tudi v bistvu z izgledom, dobrim počutjem, z vklapljanjem v neko družbo, potrjevanjem ali pa ugajanjem staršev, skrbi staršev recimo skozi neko hrano in tako naprej. Veliko je razlogov in potencialnih skrbi v zvezi s prehranjevanjem tudi pri mladih. Dr. Gregor Majdič, na kakšen način pa se bo moralo meni v prihodnosti prilagoditi tudi kmetijstvo in ali se bomo v prihodnje lahko izognili novim genskim tehnologijam, do katerih ima javnost pogosto kar velik odpor, tudi zaradi slabe osveščenosti? Kako se bo moralo kmetijstvo prilagoditi? Najprej mogoče bi tukaj se navezal na to, kar je že kolegica Kamin prej rekla. Jaz mislim, da glavna rešitev, ki jo imamo ta trenutek, je zmanjšanje porabe mesa. Kot rečeno, to ni samo zaradi okoljskih vidikov, ampak tudi zaradi zdravstvenih razlogov. Več kot očitno je, da zaradi zdravstvenih razlogov pojemo preveč mesa v povprečju. In če bomo uspeli to zmanjšati na neko razumno mejo, jaz sam trdim, da živinoreja sama ni tako velik problem, kot se ga včasih predstavlja. Namreč zavedati se moramo, da govedo samo po sebi je ogljično nevtralno. Mogoče se to sliši komu zdaj ta trditev zelo nenavadna, ampak dejansko ves ogljik, ki kroži v ciklu, prihaja iz CO2 iz zraka v rastline, ki ustvarjajo glukozo oziroma celulozo in potem to krava porabi za svojo prehrano in potem izloča metan oziroma CO2, tako da dejansko tukaj je zaprt krog ogljika in ne prispeva novega ogljika v atmosfero. Seveda je problem velikih površin vode, to je dodaten problem, vendar v osnovi. Tako da, če bomo zmanjšali porabo mesa na neko razumno mejo in bomo to meso gojili na površinah, ki niso primerne za pridelovanje poljščin, ker vemo, tega je veliko po svetu, več kot 50% kmetijskih površin na celem svetu ni primerno, so tako imenovane marginalne površine, kjer ne moremo gojiti poljščin, recimo že v Sloveniji, na planinah, v Bohinju, na veliki planini ne moremo gojiti pšenice, koruze, kaj šele kakšne soje. Potem je ta prilagoditev bo že pomenila veliko pridobitev k trajnostni kmetijstva. Glede gensko spremenjenih organizmov, oziroma mogoče še eno sam komentar, glede žuželk, pa seveda mogoče malo zahecno, ampak te žuželke, o katerih zdaj govorimo, glede prehranjevanja, seveda niso problematične. Je pa potrebno vedeti, da termiti recimo proizvajajo enako količino metana kot celotna govedoreja na svetu. Tako da ni čisto tako, tako da vedno treba gledati neko celostno sliko in termite tudi ponekod uporabljajo za prehrano. Tako da recimo termiti tudi ne bi bili prava rešitev. Glede gensko spremenjenih organizmov pa ja, tukaj je ogromno nepoznavanja, ogromno nerazumevanja. Sam še vedno trdim, kot so pred leti, so bile tudi moje izjave že zelo tako širjene po javnosti. Ja, v nekaterih primerih gensko spremenjeni organizmi so lahko zelo koristni, ker lahko zmanjšajo uporabo škropiv, lahko prispevajo k bolj trajnostni predelavi in sam trdim, da se ne smemo bati novosti. Kot je bilo rečeno, se pa novosti seveda vedno ljudje bojimo, tako kot smo prej na začetku rekli, pri laboratorijskem mesu se tega bojimo, enako je za GSO-ji, čeprav je njihova uporaba v zadnjih 30 letih pokazala, da je večina teh rastlin, ki se uporablja dejansko okoljsko, nima nekih posledic, niti za zdravje ljudi.
Tako da tukaj zagotovo so velike priložnosti, še kako bomo lahko nenazadnje gensko spremenjene so praktično vse rastline, s katerimi se danes prehranjujemo, krompir, vso sadje, vse to, če pogledamo njihove divje prednike, so daleč od tega, iz katerih prednikov izvirajo. Z selekcijo, s križanjem smo to vse spremenili, tako da dejansko lahko rečemo, da so praktično vse rastline gensko spremenjene. Že danes z gensko tehnologijo dejansko lahko samo bolj usmerjeno delamo te spremembe in so na ta način te spremembe lahko tudi bolj varne dejansko, ker vemo, za kakšne spremembe v genomih je šlo, če pa rastline naključno križamo, pa lahko pride tudi do neželenih kombinacij genov in lahko tako živilo potem, ki ga seveda, če pride do klasičnega križanja, ni treba pregledovati, lahko dejansko bolj nevarno kot pa neko gensko spremenjeno živilo. Verjetno pa bo z napredkom znanosti na tem področju potrebno več sil usmeriti tudi v osveščanje javnosti, da bodo tovrstne tehnologije sploh sprejeli. Zagotovo, to pa na celotnem področju. Tukaj mislim, da smo v preteklih desetletjih je morda znanost bila premalo aktivna pri tem, sploh pri GSO-jih je po mojem en tak primer tega, ko v 90-ih letih je bilo veliko znanstvenikov nekje, nisem tukaj malo kritičen, do neke poziciji, da kaj bomo razlagali javnosti, se javnost tako ne razume, kaj delamo v laboratorijih in to se je izkazalo za zelo dvorezen meč, se nam je vrnilo nazaj kot bumerang in zato se v zadnjih letih veliko več posveča temi, tudi na Univerzi v Ljubljani je to zelo pomembna, nenazadnje tudi ta današnja okrogla miza je del tega osveščanja javnosti, da govorimo o pravih težavah, da govorimo o pravih problemih, tudi na področju trajnosti, mislim, da je tukaj veliko tako imenovanega stujko greenwashinga, kjer se predstavlja različne tehnologije, kako so uspešne, pa lahko prispevajo zelo malo k dejanski trajnosti, tako da jaz si tukaj res želim, da bi tudi znanost začela delovati bolj, da bi začeli naslavljati dejanske probleme in iskati rešitve za dejanske probleme, ne pa kot se današnja družba rada zapiči v en problem, videti problem kot glavni problem, pa ne vidimo celotne slike. Hvala. V tej naši prehranski džungli, kjer smo pogosto bombardirani tudi z oglaševalskimi sporočili, ki so lahko tudi zavajajoča, je ključna dobra informiranost in dobri podatki. Doktorica Korovšič-Seljak, ali danes vemo, kaj je v naši hrani in kako nam pri tem lahko pomaga računalniška znanost? Veliko vemo, še zdaleč pa ne vemo vsega. Recimo, določene kombinacije živil se v našem telesu drugače presnovijo, že na splošno, v splošni populaciji, potem pa še od posameznika do posameznika so te spremembe še toliko bolj močno poudarjene. Tako da, tako kot sem rekla, veliko vemo, imamo ogromno podatkov, še zdaleč pa nimamo vseh. Zdaj, kar se tiče znanja, imamo ogromno znanja, ampak to znanje je razpršeno, pač vemo, da se dnevno objavlja ne na tisoče, ampak 10.000 znanstvenih publikacij in zdaj spremljati to znanje in ga integrirati zahteva ogromno dela. Tako da mi z računalniškimi metodami dejansko poskušamo pri tem pomagati v tem smislu, da razvijamo metode, s katerimi lahko avtomatsko luščimo te informacije, jih posredujemo v neki taki, kaj ne rečem, strukturirani obliki strokovnjakom, ki potem lahko to pregledajo, mogoče tudi hitreje zaključijo, kaj je ta trenutek že verodostojno, kaj je potrebno še mogoče malo bolj poglobljeno raziskati. In tukaj nam tudi novodobne računalniške metode zelo veliko pomagajo. Zdaj, ko pa imamo neko znanje, v katerega že lahko dovolj močno zaupamo, je pa potem seveda naslednji korak, da razvijamo različna orodja, pač danes imamo več ali manj vsi pametne telefone, imamo možnost potem tudi uporabe različnih mobilnih aplikacij, jasno tudi spletnih, tako da mogoče lahko tukaj omenim aplikacijo Veš, kaj ješ, ki jo razvijamo skupaj v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko Nutris. Je relativno enostavna aplikacija, s katero lahko odčitaš črtno kodo in potem dobiš neke zelo osnovne informacije o živilu. Zdaj, seveda pač razvijamo tudi bolj napredne aplikacije, v kratkem bomo lahko ponudili javnosti tudi aplikacijo, mobilno aplikacijo, ki bo omogočala pa mogoče malo bolj poglobljene informacije. Posameznik bo lahko dobil informacije ne samo o enem živilu, ampak o kombinacijah živil.
Tukaj uporabljamo tudi metode umetne inteligence, tako da trudimo se in v sodelovanju z različnimi institucijami dejansko nekako prispevamo k temu razvoju. Dr. Gregor Majdič. Bi mogoče tukaj dodal, pa se navezal na prejšnjo temo, že v povezavi s tem, če vemo, kaj jemo, prehranska dopolnila. Kolega sta omenila prehranska dopolnila, ki so seveda lahko koristna, kot je vitamin C, kot so omega maščobne kisline, vendar tukaj je pa dejansko prehranska džungla, kot ste danes že večkrat omenila, in prehranska dopolnila dejansko problem, ker v veliki meri niso regulirane, ne spadajo pod prehrano in tukaj se pojavlja ogromno zavajanj, zato je to bolj pomembno, da vemo, kaj jemo. Recimo pred leti se je nekateri starejši, se boste spomnili, kako se je reklamiralo mlezivo kot neko čudežno zdravilo za vse, ne pa vemo fiziološko, da mlezivo za odrasel organizem nima popolnoma nobenega vpliva, ker mlezivo vsebuje velike beljakovine, ki se v prebavnem traktu razgradijo, uporablja jih lahko samo majhen dojenček do 2 dni po rojstvu, ko te velike beljakovine lahko prehajajo preko prebavnega trakta. In tukaj je ogromno nekih zavajanj. BBC je pred nekaj leti naredil raziskavo, ko so pogledali, mislim, da 13 preparatov z ginkom, pa so ugotovili, da 7 od teh sploh ni imelo nobene sledi ginka v sebi. Tako da tukaj je res prehranska džungla in zato je toliko bolj pomembno, da vemo, kaj jemljemo. Hvala. Doktorica Tanja Kamin, v zadnjih letih pravzaprav so postale zelo priljubljene tudi razne digitalne tehnologije za samo sledenje, s pomočjo nosljivih naprav, kot so pametni telefoni, ure, lahko recimo spremljamo svoje počutje, zdravje, načrtujemo diete, spremljamo svoj kalorijski vnos. Kako opažate, da potrošniki, morda mladi, uporabljajo aplikacije za prehrano in kako te vplivajo na njihovo vedenje? In ali menite, da se s tem na nek način odgovornost za zdravje prenaša na individualno raven, da je v rokah posameznika in ali je to nujno slabo? Bom začela od zadaj. Tako bi začela. Z upadanjem sistemov socialne države se v bistvu zelo veliko odgovornosti in veliko družbenih problemov individualizira. In to velja isto za področje prehrane in zdravja. To pomeni na nek način, da skušamo, da izhajamo tudi iz predpostavke, recimo, da se ljudje ne vedejo recimo v skladu s priporočili, zato ker ne vedo, se pravi so nevedni in vse, kar moramo narediti, jih moramo dobro informirati. Taki, seveda ne govorim o tem, da odgovornost za recimo dobro zdravje pa pravilno prehranjevanje naj ne bi bila razporejena med posameznika in sistem oziroma politike, ampak če samo prenašamo odgovornost na posameznike, problemov zares ne bomo rešili, lahko bomo generirali pa še nove. Namreč takemu prelaganju odgovornosti ali pa preveč pričakovanja samo za spremembe strani posameznikov ponavadi vodi v to, da spremembam, priporočilam sledijo predvsem tisti, ki zmorejo, bodisi zaradi časa, materialnih sredstev, znanja, ki ga imajo, potem pa v bistvu zaostajajo tisti, ki temu ne morejo slediti zaradi različnih razlogov. In s tem v bistvu potem dodatno zares poglabljamo izvorni problem. Se pravi, individualizacija problemov pomeni tudi ponavadi zdravljenje samo simptomov, ne pa vzrokov. Kar se tiče samega samosledenje ni nek nov pojav, poznamo ga že vrsto let, recimo predvsem dekleta so bila s tem seznanjena ali pa so uporabljale neko vrsto samosledenja z vsakim menstrualnim koledarčkom in tako naprej. Ampak to, kar se je spremenilo z nosljivimi napravami, je, da se je v bistvu samosledenje precej avtomatiziralo, zato poenostavilo in tudi populariziralo. Tako da med mladimi pravzaprav, pa tudi starejšimi zares skoraj da ni več ljudi, ki ne uporabljajo vsaj neke naprave ali pa neke aplikacije za samosledenje. Zanimivo pa je, na kakšen način to uporabljajo in koliko se pustijo potem nekim aplikacijam tudi voditi. Zdaj, podatke, ki jih jaz poznam, kažejo na to, da ljudje razvijajo zelo zanimive odnose, tudi odnose zares s temi napravami
in da predvsem poslušajo naprave do trenutka, dokler jim te dobro služijo oziroma nekemu njihovemu namenu v recimo konstrukciji čim boljšega sebe. In ko pa recimo te naprave ne morejo več služiti temu namenu, recimo da nas tudi kdaj okarajo ali pa nas opozorijo, da kaj ne delamo prav, pa jih ljudje začenjajo tudi zavračati in postanejo zares zoprne. Videla sem tudi primere zares v raziskavi, kjer ljudje goljufajo svoje naprave in jim potem vnašajo napačne informacije zato, da bi dobili boljše rezultate. Tako da ta aplikacija seveda ja, ampak spet na kakšen način in ali dejansko te aplikacije omogočajo olajšati prehranske izbire ali v bistvu posameznika spravljajo v določenih trenutkih še v večji stres in če je slednje, se bo zgodilo to, da bodo ljudje te aplikacije morda uporabljali tako kot igrače otroci, se pravi z nekim velikim navdušenjem na začetku in potem v bistvu te uporabe tudi opustili. So pa seveda lahko zelo dober učni pripomoček in uvajanje nekih novih navad. Doktorica Korovšič Seljak. Ja, hvala. Jaz bi se na to rada navezala, nekako kot recimo vodja razvojnih skupin, ki delamo dejansko na razvoju digitalnih rešitev. Želela bi to poudariti, da po eni strani so vse te aplikacije oziroma rešitve namenjene ljudem, da jim pač pomagamo v nekih trenutkih, ko so morda zmedeni, ko so soočeni, s sladkorno boleznijo, pa se morajo naučiti o sami sestavi živil, da potem znajo živeti recimo z boleznijo. Ampak po drugi strani je pa sodelovanje s končnimi uporabniki tudi zelo pomembno za celoten družbeni razvoj. V tem smislu jaz lahko povem pač aplikacija Veš, kaj ješ, tukaj mi sodelujemo z uporabniki za živila, za katere pač še ni podatkov v zbirki podatkov v bazi, so potrošniki pozvani, da posredujejo fotografije, na osnovi katerih potem vnašamo pač te podatke v bazo in tukaj je sodelovanje zelo intenzivno. V bistvu potrošniki dejansko sodelujejo dnevno oziroma na urni osnovi, pošiljajo te podatke in te podatki so potem tudi zelo pomembna informacija, ne samo za recimo odločevalce, ampak tudi za industrijo, ki potem nekako v želji, da je čim bližje v potrošniku, je morda včasih potem tudi pripravljena delati neke pozitivne spremembe. Tako da v bistvu že spet v ozadju vsake aplikacije oziroma digitalne rešitve so podatki in če se te podatki uporabljajo na smiselen način in v končni fazi na etičen način, lahko to zelo veliko tudi koristi nadaljnjemu razvoju. Se pa zelo, zelo strinjam s profesor Kamin, da je tukaj treba biti previden in vsi te vmesniki morajo biti prijazni, morajo biti zelo enostavni, ker pač zdaj smo razvajeni, želimo dejansko z enim klikom doseči zelo veliko in je potem tudi v končni fazi na naši strani velika odgovornost in tudi ogromno dela, da vse to razvijamo na tak način. Tako da ljudje si želimo informacij, potrebujemo pomoč, ampak zdaj na kakšen način to posredovati, je pa seveda pač izziv. Ja, samo to sem želela še dodati. Tukaj gre pravzaprav zgolj za to, kako etični smo pri razvoju nekih tehnologij. Pri učenju in vpeljevanju trajnostnih prehranjevalnih navad pa je ključno tudi zmanjšanje zavržene hrane. To je gotovo ena pomembnih sprememb na poti k bolj trajnostnemu meniju v prihodnosti. In prav včerajšnji dan je bil posvečen tej problematiki in kljub temu, da zaradi lakote in podhranjenosti trpi okoli 700 milijonov ljudi, na svetu zavržemo približno kar 30% pridelane hrane. In dr. Alen Albrecht, kakšni pa so podatki za Slovenijo in kakšne rezerve imamo še na področju zavržene hrane in ali obstaja tu kakšna regulacija? Ja, res je. To je ključen problem, rekel, današnje družbe. Naprimer, povprečen Slovenc zavrže letno okrog 70 kg hrane, se pravi na prebivalca.
To je ogromna številka, ne. Sicer smo majčkeno pod evropskim povprečjem, ne, tam je številka še večja, sega tam preko 100 kilogramov zavržene hrane, je pa to definitivno problem, če gledamo, tako kot ste omenila, ne, 1/3 preko celotno pridelane hrane na globalni ravni se zavrže vsako leto, ne. Po drugi strani pa vsak 12. prebivalc na območju Evropske unije si ne more dnevno privoščiti enega konkretnega zdravega obroka, ne. To je ključni izziv in tudi tukaj moramo pozivati k bolj trajnostnemu tudi potrošnji hrane oziroma konzumaciji hrane, ne, kar je tudi eden izmed 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, ne, kar v bistvu poudarja to pomembnost, ne. S temi težavami, če lahko temu tako rečemo, se sicer ukvarjamo že kar lep čas, ne, to ni stvar včerajšnjega dne, kar kaže tudi različne iniciative, bodisi na evropski ravni, strategije, kot je na primer strategija od vil do vilic, ne, ki jo marsikdo od vas sigurno pozna in nekako naslavlja, se pravi, kako zmanjšati izgube, da je to zavržena hrana ali je izgubljena hrana v bistvu v celotni vrednostni verigi hrane, ne, se pravi, od tam, kjer hrana nastane do končnega potrošnika, ne. Podobne strategije imamo tudi na nacionalni ravni, na primer strategija Spoštuj hrano, spoštuj planet, ki nekako naslavlja spet to zmanjšanje predvsem zavržene hrane, da bi lahko v prihodnosti bolj trajno pristopili k temu. Doktorica Poklar Ulrih, ali so lahko torej odpadki tudi uporabni? Kakšne so z vidika znanosti možne torej uporabe, upravljanje z našimi odpadki oziroma zavrženo hrano? Ja, če gremo od pridelave, vemo, da so velike izgube v tej verigi od vil do vilic in tudi potem pri predelavi, tako da tole nastane res, ne bom govorila o končnih izdelkih, kakšna je lahko potem njihova uporaba, ampak vemo, da večina rastlin ali pa sadja in zelenjave vsebuje ogromno fenolnih spojin in da so te fenolne spojine običajno se nahajajo v lupini, ker na ta način rastlina ali je plod zaščiten, zaščiti svoj genetski material in potem predstavljajo te odpadke, če jih tako imenujem, niso odpadki, ker v prehrani ni odpadkov, govorimo o stranskih produktih ali pa virih potem, ki so lahko bogat vir za nekoga drugega. In seveda mi pri raziskovalnem delu v laboratoriju znamo te spojine ekstrahirati, znamo jih dodati osiromašenim živilom, recimo rafiniranim oljem, tako da ustvarimo nova funkcionalna živila ali da povečamo obstojnost živil, ki so že na tržišču. Vendar je potem problem, ki ga jaz tole vidim, kako logistično to naredi, da bi lahko to spravili v industrijo, da bi lahko bili trajnostni oziroma imeli to krožno gospodarstvo. To verjetno bi mogel vsak obrat, recimo, ki se ukvarja s konzerviranjem recimo ali predelavo, imeti še nek dodaten obrat, da bi potem lahko to izvajal, sicer so to organski material, ki ni obstojen na dolgi rok. Tako da možnosti so, samo kako to spraviti v prakso je pa malo težje, jaz čisto ne znam predstavljati v tem trenutku. Ja, sem en komentar na to, kar si rekla, ne, ravno na biotehniški fakulteti imamo en krasen primer, ko sta dva študenta našla skupaj delali olje, ne, bučne trupine pa pivske trupine, ostanek in iz tega delajo zdaj trotilje, neke krekerje, en tak lep primer tega, kako lahko iz zelo enostavni surovin odpadnih naredijo nek uporaben izdelek, ki je tudi, moram reči, zelo okusen. Odlično. Doktorica Korovšič Celjak, kako pa lahko računalniška tehnologija pomaga pri boljšem upravljanju odpadne hrane v industriji? Omenjali ste projekte, ki naslavljajo problematiko odpadne hrane in razvoj orodij za njeno valorizacijo. Če nam lahko poveste nekaj več o tem.
Mogoče v tem kontekstu lahko omenim, nekaj let nazaj se je zaključil velik evropski projekt Refresh, ta trenutek poteka drug evropski projekt Wasteless, v okviru katerih smo dejansko oblikovali ogromno bazo tovrstnih podatkov. Mislim, da je bilo za 20, kako ste rekli slovensko, Waste Stream je vir. Vse skupaj je več kot 20.000 podatkov o bioaktivnih spojinah, tudi toksinih, in to je dejansko namenjeno industriji, da si pač lahko pogleda, kakšna je še recimo sestava teh virov. Imamo ogromno odpada, recimo pri pripravi kave, imamo odpad pri stiskanju pomarančnih sokov, vsaka restauracija se s tem srečuje. Potem korenčki, jabolka, nažalost v trgovinah, vsi ti produkti, vsa ta živila, ki niso lepih oblik, pač nažalost niti ne pridejo do polic, še vedno imajo pa ogromno vrednost. Tako da te podatki so zbrani, so dostopni pravzaprav brezplačno preko neke spletne aplikacije. Tako da veliko je bilo narejenega, seveda je pa v vseh teh projektih potem potrebno še ne samo ozavestiti, ampak tudi nekako dodatno razviti neka orodja, ki bodo potem olajšala uporabo teh podatkov. Tako da ja, že spet smo pri podatkih, že spet smo pri urejanju te recimo prehranske džungle. Vse se tam začne zato, ker prehrana ni enostavna. Res v tem smislu, da imamo ogromno živil, vsak dan imamo na policah nove živilske izdelke, tudi v primerjavi recimo z nekimi drugimi substancami, je hrana kompleksna zato, ker neka cvetača ima drugačno sestavo danes, ko je na njivi, in potem čez en mesec, ko je v našem hladilniku bila recimo že 14 dni, pa še prej 14 dni v trgovini, potem ko jo damo v pečico in jo toplotno obdelamo, se ji že spet sestava spremeni. In tukaj je toliko faktorjev, da če želimo res pogledati kompleksno na to prehrano in potem še v kombinaciji z našo človeško kompleksnostjo, je to res kompleksno področje, čeprav se nam zdi, da je to relativno enostavno, ker praktično vsi vse vemo o prehrani. Ampak če želimo res do konca priti nekim zelo relativno enostavnim vprašanjem, ali je prav, da zdaj pojem ta zrezek skupaj s čebulo, česnom ali pa s kosom kruha, sem skoraj prepričana, da ta trenutek ni veliko ljudi, ki zna res povedati, kaj je tisto dejstvo znanstveno dokazljivo, kaj šele, da potem to skomuniciraš na tak način ljudem, da bodo to prvič razumeli, drugič pa da bodo potem tudi zaradi različnih faktorjev, ki so v vseh nas, da bodo to sprejeli, pa ne samo, da bodo sprejeli enkrat, ampak da bodo to sprejemali potem ne samo 6 mesecev, ne samo 1 leto, ampak recimo za zmeraj. Tako da tukaj smo res zabredli v džunglo. Jaz lahko povem pač kot nekdo, ki ni študiral živilstva in prehrane, da na začetku sem bila zelo pogumna, se mi je zdelo, da dejansko, ko bomo določene stvari uredili, nam bo vse jasno, ali pa vsaj bo meni jasno. Zdaj lahko povem pač po 20 letih raziskav, da sem bolj zmedena, kot sem bila prej, oziroma bolj sem prepričana, da ne vemo vsega in da imamo tukaj še ogromno dela. Tako da mogoče res na koncu pač poslušati tudi malo intuicijo, pa nekako poslušati samega sebe, mogoče tudi tukaj, to drži. Doktor Albrecht? Ja, jaz bi mogoče sem dodal oziroma nadaljeval misel. Res je, hrana je pač zelo, če tako gledamo, zelo kompleksna, in tudi pri reciklaciji hrane oziroma pri valorizaciji je preko ta postopek dosti težji kot naprimer recikliranje kovin ali pa kakšnih drugih materialov. Moramo se zavedati, hrana prvič je kot sem rekel zelo kompleksna, vsebuje lahko 10.000 različnih sestavin. In kako to vse med sabo deluje, kako izluščiti ali pa reciklirati tiste
ki so dejansko interesantne, ni mačji kašelj, ne. Poleg tega je tukaj še, bi rekel, mogoče malo pozabljamo tudi ta mikrobiološki vidik, ne, se pravi neka zavržena hrana ali pa neki ostanki, ne, niso, bi rekel, uporabni daljši čas, če jih hočemo nekako ponovno uporabiti, ampak mora to nekako kontinuirno potekati, ne, kar, bi rekel, spet pri nekih anorganskih materialih to ni problem, ne, tako da tukaj nas definitivno še, bi rekel, v prihodnosti čakajo še veliki izzivi, tako kot je rekla prej kolegica Ulrihova, ne, se pravi, kako stvari avtomatizirati, kako jih nekako pripeljati, bi rekel, tudi v industriji na to raven, da bojo lahko, bi rekel, na nek ekonomski način, avtomatiziran način potekale, ne. Večina stvari, o katerih se danes tukaj govori, bi rekel, temelji na nekih laboratorijskih raziskavah, ne. Vemo, da na primer iz laboratorijske na neko semi-preparativno ali pa semi-industrijsko skalo ponovadi se že veliko težav pojavi, ne. Zdaj pa, ko govorimo pol iz neke semi-industrijske v neko res industrijsko proizvodnjo, so pa te težave še večje, ne. Pa če mogoče samo še komentar prej, kaj je profesor Majdič omenil problematiko prehranskih dopolnil, ne, jaz se s tem definitivno strinjam. To je velika džungla, ne, bi rekel, za razliko od zdravil, ne, je tale segment ne da je slabo reguliran, v bistvu bi lahko rekli, da praktično ni, ne. In se, bi rekel, veliko nepravilnosti dogaja, ne, nekatere namerno, druge pa nenamerno, ne, bi rekel, tudi mi smo pred leti raziskavo izvajali, kjer smo gledali, kako se, bi rekel, deklarirane vrednosti določenega prehranskega dopolnila oziroma učinkovine razlikujejo od realnih, ne. In v tem primeru težko rečemo, da je šlo za nenamerno zavajanje. Problem se je izkazal, da je predvsem v stabilnosti učinkovin, ne. Te tudi moramo vedeti, ne, bi rekel, učinkovine ali pa neki ekstrakti naravni so ponavadi, glede na to, da imajo neko biološko aktivnost, so tudi sami po sebi dovzetni za razpad, ne, tako da tukaj gre tudi veliko truda, bo treba vložiti tudi, bi rekel, v pravilne formulacije za take produkte, da se zagotovi njihova učinkovitost, stabilnost, bi rekel, uporabnost, biološka dostopnost, ne. In bi rekel, to so tudi področja, no, oziroma vprašanja, na katerih tudi v naši skupini vsaj probamo nekaj doprinesti. Doktor Majdič. Sem tukaj še dodal mogoče en izziv za kolegico Kamin, ne, ker je meni zelo zanimiv fenomen, kako ljudje prehranska dopolnila jemljajo kot nekaj zdravega, naravnega, to je nekaj dobrega, farmacija je pa pokvarjena industrija, ki samo služi denar, ne. Dejansko gre v obeh primerih za milijardne industrije, ki služijo denar, ki nekateri, ampak kot je rekel kolega, razlika je edino ta, da farmacijska industrija je regulirana, industrija prehranskih dopolnil pa ni absolutno nič regulirana in se tukaj lahko dela pa res popolnoma vse. To je v bistvu zelo dobra iztočnica, sem vesela, da se ni bilo treba meni oglasiti, ker sem hotela izpostaviti, da res prehranska industrija pa industrija prehranskih dopolnil v bistvu zelo dobro izkorišča ranljivosti ljudi na področju, se pravi pri skrbi za svoje zdravje, a ne, in bi si tudi sama želela zares tukaj boljšo regulacijo, ne, ker so na nek način ljudje pričakujejo, da bo sistem tudi poskrbel za to, da bojo na policah recimo varne stvari, da bo nekdo reguliral, da je v izdelkih, ki se prodajajo, zares tisto, kar je, a ne, in da v bistvu ne bojo sami za svojimi zmožnostmi morali vsake stvari zraven tudi raziskovati, ne. Ampak te ranljivosti so ves čas zares izkoriščane. Poskrbeti pa za svoje zdravje nikoli ne moremo zadosti, ker smo ves čas potencialno bolni, nam pravi industrija, ne. Doktorica Kamin, kar ostajamo pri vas. Okay. kjer seveda iz laboratorija preko mini tovarne pride do mini
Kornelija in rektorjeva nagrada letos prihraniti je app, tako da neka logika tega, te bližine, neke majhnosti, tudi taka prostora prinese lahko to, da smo na tem področju bolj optimistični. Hvala lepa za ta komentar. Doktorica Kamin, pri učenju in upeljevanju trajnostnih prehranjevalnih navad so, kot smo rekli, ključna tudi informiranost, dobri podatki, pa tudi angažiranje javnosti in spodbujanje vedenjskih sprememb. Katere strategije pa se vam zdijo tukaj najučinkovitejše pri oblikovanju trajnostne prehranske kulture in morda lahko tukaj poveste nekaj več o zanimivem intervencijskem projektu, ki ste ga imeli na vaši fakulteti? Hvala lepa za to vprašanje, ker bom na nek način najprej povzela to, kar smo danes že večkrat izpostavili. Najprej moramo seveda zelo dobro poznati problem, s katerim se danes soočamo, in bi morda najprej izpostavila to, da smo lahko po svoje zelo zadovoljni, ker v Sloveniji v zadnjih 2 letih na področju govora problemov s prehranskimi sistemi, se pravi nekoliko več govora o problemih prehranskih sistemov. Prvič v zgodovini tudi univerza en tak dogodek zelo interdisciplinaren organizira, kjer smo res za mizo, se pravi različnih okroglih miz, res zbrani ljudje iz različnih disciplin in vsi razmišljamo o tem, kje so problemi in kako jih lahko naslavljamo. Tudi v bistvu na ravni države vidim prvič v zgodovini sedeti za isto mizo ljudje iz različnih sektorjev, kjer začenjajo govoriti o problemih s prehranskimi sistemi. In to se mi zdi izjemno spodbudno, en velik korak, se pravi, za v bistvu državo in univerzo v Ljubljani posebej. Tako da zelo pohvalno organizatorjem za te dogodke. Torej, če želimo videti res neke spremembe, potem, ko enkrat problem spoznamo, kjer vidimo, kje se ustvarja in poustvarja, in to ne zadeva vedno samo posameznikov, ampak v bistvu zelo različne ravni. Prehranska vedenja so zelo kompleksna, zato ker zares so na preseku zelo različnih sistemov. In zdaj, če jih želimo zares zagrabiti, delovati, bomo morali začeti, se pravi, sprejeti neke cilje, kam želimo priti, potem pa razmisliti, se pravi, kako na ravni, se pravi, na mikroravni, na ravni, rečemo, potrošnikov, državljanov, začeti graditi neke spremembe, na mezoravni, recimo na ravni ponudnikov prehrane, naprimer v okoljih, kjer se ljudje največ zadržujejo, kot so šole, fakultete, delovna okolja in tako naprej, bolnice in tako naprej. In na makroravni, se pravi na ravni politik, ki ustvarjajo, recimo se odločajo o tem, kakšne prehranske sisteme bodo subvencionirani, podpirali in tako naprej. Skratka, več je teh ravni, več je akterjev, ki se bomo morali vsi povezati v naslavljanju tega zelo kompleksnega zahrbtnega problema, ki ga danes imamo. Če bomo v bistvu samo izhajali iz dejstva, da se bodo stvari spremenile samo takrat, ko bodo potrošniki začeli, ne vem, jesti bolj zdravo in se odpovedovati recimo velikim količinam mesa in tako naprej, ne bomo nič kaj dosti zgradili. No, in v to smer je v bistvu šla tudi ena intervencija na fakulteti za družbene vede, kjer smo želeli najprej res dobro razumeti, kakšen je ta problem, recimo prehranski, na ravni, rečemo, FDV kampusa, in začeti razmišljati, kako lahko začnemo uvajati, se pravi, določene prehranske spremembe na te 3 različne ravni, se pravi na mikro, mezo, makro. Se pravi, da smo na mikroravni oblikovali smo nek projekt, ki smo ga imenovali Okusi spremembo, zagrizimo v trajnostne cilje, in v bistvu na mikroravni skušali ljudi ozavestiti o prehranskih sistemih, o težavah, s katerimi se soočamo, dobiti tudi v bistvu dober vpogled v to, kaj ljudi, ki živimo na fakulteti, vodi v določene prehranske navade, v njih zdržuje in tako naprej.
Na mezo ravni smo se povezali z ponudniki prehrane na fakulteti, se pravi v našem okolišu, in smo v bistvu za določen čas skušali vplivati na spremembo ponudbe prehrane, uvajati več rastlinskih uravnoteženih obrokov, zmanjševati količino zares ponujenega mesa, izpostavljati kot nek dregljaj, predvsem se pravi jedi, ki so, bomo rekli, narejeni na rastlinski osnovi, in to seveda ustrezno spromovirati. In potem na makroravni, če gledamo na ravni fakultetne politike, da se je v bistvu fakultetno vodstvo zavezalo k temu, da bo skrbelo za bolj trajnostne prehranske spremembe, v smislu, da bo vse dogodke, ki bo organiziralo in kjer bojo neke pogostitve tudi vključene, sledili k nekim recimo usmeritvam planetarnega menija in tako naprej. In hkrati v bistvu tudi zaveze v recimo razpisnih pogojih za ponudnike prehrane, se pravi smo vključili noter tudi določene kriterije, po katerih se sploh lahko ponudniki prehrane na primer prijavljajo za ponujanje hrane na fakulteti. Zdaj, tukaj smo izhajali seveda iz naslednje predpostavke. Mislim, da moramo s prehranskimi spremembami, sploh recimo s temi etičnimi vidiki prehranjevanja, v smislu zmanjševanja okoljskega odtisa, najprej začeti tisti deli družbe, ki smo, bi rekla, najbolj privilegirani, ki imamo največ znanja, imamo največ sredstev, imamo največ informacij, smo v bistvu najbolj omreženi socialno in tukaj se vprašam, če ne univerza, potem kdo? In če ne zdaj, potem kdaj? Tako da jaz sem v bistvu ta projekt predstavila tudi na Univerzi v Ljubljani in upam, da bi, ker smo dobili v bistvu po tem projektu precej vprašanj tudi od študentov iz drugih fakultet, če bomo take intervencije vpeljevali morda tudi na druge fakultete, na nek način predala pobudo univerzi, da bi skupaj v bistvu neke take dobre prakse razširili tudi na druge fakultete. In zdaj pa vas gledam, rektor, kaj boste na to pa rekli? No, tudi jaz bi besedo kar predala vam, dr. Majdič. A je v interesu univerze, da nekako to vrstne projekte, intervencije razširi tudi na druge fakultete oziroma kaj lahko univerza stori na tem področju? Ja, zagotovo je v interesu univerze. Zdaj za ta konkreten projekt pač nisem bil seznanjen, tako da ne morem direktno komentirati, na splošno pa je vsekakor jaz univerzo vidim kot tisto ustanovo v družbi, in ki upravlja svojo funkcijo že od časa renesanse naprej, ki vodi družbo, čeprav je v današnjem času morda družba ne dojema več tako, predvsem pa se bojim, da sploh naša politika ne dojema univerze in akademskega okolja na tak način in to bi se moralo ponovno spremeniti. In tukaj zagotovo, kot je rekla kolegica Kamin, na univerzi imamo največ znanja, imamo največ možnosti, da take stvari implementiramo in zato se tudi na univerzi vsekakor jaz zavzemam, da uvajamo te stvari. Zdaj, ki vidim vlogo univerze pri trajnostnem razvoju, ne samo na prehranskem, ampak na celotnem področju, 3 veliki sklopi. En je seveda izobraževanje študentov, lahko tudi izobraževanje drugih, tudi s takimi dogodki. Ne nazadnje, zdaj se počasi uvaja nov sistem mikrodokazil, tako imenovani 4. steber izobraževanja vseživljenjskega učenja. Tudi tukaj bi lahko nastavljali take vsebine, da bomo ljudi ozaveščali, predvsem pa tudi študente vzgojili, ki so že zdaj veliko bolj osveščeni, kot so starejše generacije, kot je rekla že prej kolegica Kamin, svet, če ga bodo rešile, ga bodo mlade generacije, ki imajo veliko več zavedanja o tem, da so dejansko problemi tukaj in zdaj, da se borimo z njimi. Potem seveda to, da je sama univerza bolj trajnostna. Tukaj imamo kar veliko problemov, recimo Ljubljanska univerza ima veliko problemov z svojim stavbnim fondom, ki je zelo star, energetsko neučinkovit in tukaj bi lahko naredili velike premike. Jaz sem že na pogovorih v Bruslju večkrat predlagal, da bi lahko recimo kot del Evropskega Green Deala uvedli neko financiranje energetske obnove stavb univerz po celi Evropi, ker bi bil zagotovo izjemen ukrep, ki ne bi bil greenwashing, ker bi bil večina univerz se nahaja v starih zgradbah, ki so energetsko neučinkovite, tako da bi lahko bil. In pa tretje seveda raziskave, ki vodijo v napredek na tem področju.
ki morajo biti usmerjene v trajnost in v nove prehranske. Recimo prej sem že omenil tak lep primer, ki je nastal, kakor sem seznanjen bolj po naključju, ko sta se dva študenta pogovarjala te tortilje pa krekarji iz Stropin. Drug tak primer, ki je bilo prej omenjeno, recimo kavna usedlina. To je bilo ravno tako letos predstavljeno na rektorjevi nagradi, ko so študentke Univerze v Ljubljani izdelale lončke, biorazgradljive lončke za sadike rastlin iz kavne usedline, ker je tudi recimo, vemo, da te sadike rastlin se prodajajo v plastičnih lončkah, ki jih potem zavržemo in te plastike je ogromno in to je tudi en tak lep primer, kako mehni koraki, take mehne ideje bi lahko dejansko ogromno prispevali k temu, da bomo postali bolj trajnostni. Tako da glavno, ja, mislim, da ozaveščanje, govorjenje o problemih, o težavah, to, da ljudje razumejo, da imamo težave, da je treba spremeniti naše navade. In kot sem rekel, predvsem pa si želim tega, da v celotni družbi in tukaj mora biti univerza tista, ki to vodi, da govorimo o resničnih problemih, da identificiramo resnične probleme in iščemo prave rešitve, kako bomo naslovili ta vprašanja, da ne bo nekega zavajanja, ki ga je žal v družbi vse preveč. Najlepša hvala. Imamo morda še kakšno repliko naših sogovornikov? Če ne, bi besedo predala še našemu občinstvu, če se je morda tekom našega pogovora porodilo še kakšno vprašanje za naše goste. Kar izvolite. Jaz bi nekaj vprašal, zdaj mogoče ni čist vezan na temo, ampak kakorkoli. Zdaj omenili ste, da je veliko odpadkov hrane, ne zavržene in tako naprej. Prav tako pa, da je veliko, tudi v Evropi, oziroma tudi v Sloveniji si kakšen ne more privoščiti obroka. Kako je pa zdaj ta problem, ker pač zdaj na zemlji nas je 8 milijarde, ne? Pač prebivalstvo ne bi še naprej naraščalo. Že zdaj se skoraj zdi, da z vsemi temi monokulturami in vsemi sodobnimi tehnologijami komaj zadostujemo vsem potrebam prehrane, pač kaj bi bilo treba tle narediti, oziroma a je sploh, mislim, ali bi bilo treba nekako prav ustaviti rast prebivalstva, ali so neke tehnologije, ki bi omogočile, da na trajnosten način proizvedemo dovolj hrane za vse ljudi, oziroma da se ustvari nek bolj trajnosten, kako rečem, supply chain, a ne logistika, da se pač res lahko vsem ljudem ponudi dovolj hrane. Če imate še en komentar. Jaz lahko en komentar najprej, potem pa predam. Glede rasti hrane so zdaj v zadnjem letu, dveh so pozitivni trendi, da se rast dejansko ustavlja, da ni več eksponencialna, zaradi napredka zdravstvene oskrbe, kontracepcije in vsega tega se v velikih delih sveta zdaj ustavlja nataliteta, tako da dejansko kažejo zdaj trendi, da se počasi bližamo platoju. In kakor sem bral literaturo, ni čisto moje področje znanstveno, ampak da če bi nekje dosegli plato pri okrog 10 milijardah, je to za distribucijo hrane, kot smo rekli, tretjina hrane se danes zavrže, bi to nekako lahko bilo še trajen, bi lahko naš planet to preživel, ob seveda upoštevanju, da bomo nehali uporabljati vire na tak način, kot jih danes, da bomo še naprej greli planet in ga uničevali. Ja, v bistvu gremo v podobno smer odgovora. Načeloma je tako, hrane je dovolj, problem je distribucija. Se pravi, imamo dele sveta, ki se preobjeda in iz tega preobjedanja porabe preveč vsega, rastejo nove zdravstvene težave, s katerimi se soočamo in grejo zares v nebo v, rečemo, razvitem svetu, če govorimo o kardiovaskularnih boleznih in drugih, recimo diabetesu in tako naprej. Skratka, imamo velik porast takih nenalezljivih kroničnih bolezni, ki so v veliki meri povezani v bistvu z slabim prehranjevanjem. Imamo v razvitem svetu, recimo gledamo, kaj si lahko, ne samo Ameriko, Avstralijo, tudi Evropo in tako naprej. Imamo predele mest, v katerih imamo tako imenovane prehranske puščave, food deserts, kar pomeni, da ljudje tam ne morejo dostopati do žive, sveže hrane, ampak samo najbolj visoko procesirane hrane, se pravi v naši kulturi, se pravi, kjer imamo vsega dovolj, vidimo zelo velike razlike recimo in možnosti dostopanja recimo do neke zdrave hrane. Da ne govorimo potem zares o posameznih delih sveta, kjer pa dejansko zelo velike skupine ljudi trpijo. Tako da moramo te stvari mogoče tudi na novo začeti malo premišljevati pri vsej tej odvrženi hrani, v smislu najprej zares razmišljati ne samo o
reciklaži, ponovni uporabi, ampak dejansko v tem, da začenjamo trošiti manj. In ne samo na področju prehrane. Mi imamo danes v bistvu ta nevzdržen sistem, nevzdržnost potrošnje in proizvodnje na vseh področjih. Poglejmo samo, zdaj, ker dosti mladih tukaj sedi, recimo na področju hitre mode, pa cel kup drugih stvari. Skratka, zelo neodgovorno trošimo vire, ki jih imamo na razpolago, ki jih je načeloma dovolj, če bi jih znali bolj enakomerno razporediti. Spravi, se bomo morali začeti s temi vprašanji še bolj poglobljeno zares pogovarjati v smislu iti v vere, se pravi v vzroke teh problemov, ne samo, da se ves čas ukvarjamo samo s simptomi in poiščemo neke na prvo žogo rešitve, temu rečemo. Hvala. Ja, bi tukaj dodal, kar pa mogoče nadaljeval, da je tako, preveč stvari je preveč lahko dostopnih, ali res potrebujemo jesti borovnice v katerem koli letnem času danes, prihajajo iz Južne Amerike, da je ena taka dosti enostavna rešitev, ki jo jaz vidim, nisem ekonomist, ampak mislim, da bi bila, po tej so se celo pogovarjali, preden so uvedli CO2 kupone, ki vemo, da so spet nek način greenwashinga, da tako rečem, davek na transport, da bi pač živilo, ki prihaja od daleč bilo, ker proizvaja več CO2 zaradi transporta, da bi bilo dražje. In tukaj mislim, da bo treba neke take spremembe, da bojo tudi te stvari postale, težko reči, težje dostopne, ampak na nek način, jaz sem slišal za primere, recimo, ko sem se zgrozil, ko sem slišal, da ljudje imajo radi govejo juho, skuhajo govejo juho, pa potem meso vržejo stran, ker ne marajo kuhane govedine. To so zgodbe, ki se dogajajo v našem svetu, in s tem s takimi praksami bomo mogli prekiniti, če bomo hoteli, da bo ta svet normalno živel. Še doktorica Poklar Ulrich. Mogoče še jaz tole dodam, tako da pač so predeli sveta, kot je bilo omenjeno, ker se proizvaja preveč. To pomeni, da treba pri nas zmanjšati proizvodnjo, pa vlagati v področja oziroma skrbeti za trajnostne prehranske sisteme v predeli, kjer je lakota. Tako da treba malo prerazporediti sredstva, ker edino to je potem rešitev za neko trajnost kjerkoli na globalnem nivoju. Če še eno stvar dodam, ko smo pregovorili o spremembi kmetijstva, mogoče nisem dodal, da ker se vidim v Sloveniji, recimo, da bomo začeli na tem, kjer so površine primerne za pridelovanje poljščin, recimo Prekmurje, da bomo pridelovali tisto, kar potrebujemo na kmetijah, kjer pa je to recimo Koroške kmetije, Škofjeloško gorovje, bomo pa ohranili živinorejo, na nek način zadostili našim prehranskim potrebam. Ampak tukaj bo potrebna velika akcija politike, ker Evropa bi ta problem, po mojem mnenju, po mnenju nekaterih strokovnjakov z tega področja, lahko rešila. Sredstvi, ki jih dajemo v kmetijske subvencije, bi mi lahko rešili večino problemov evropskega kmetijstva, tudi z trajnostnega vidika, če bi ta sredstva razporejali drugače, če bi spodbujali trajnost, če bi spodbujali lokalno pridelavo tam, kjer je pač to smiselno, na ta način diversifikacijo kmetijstva, tako da dejansko načini so, ampak treba pa politična volja in moč, da se bo to implementiralo. Mogoče še kakšno vprašanje? Doktor Albrecht. Ja, jaz bi tukaj mogoče sem še dodal, predvsem tukaj smo govorili o zavrženi hrani, veliko je pa tudi hrane, ki enostavno, ne pride iz ali z polja do končnega kupca, se pravi veliko hrane, ki se izgubi, kot je prej profesor Majdič rekel, borovnice jemo po zimi, poleti, spomladi, jeseni, v bistvu v vsakem letnem času. Je pa tudi od vas verjetno že kdo videl, naprimer tudi na prodajnih policah pri nas, ko imamo pakirane jagode sredi decembra, da mogoče niso več biološko neoporečne. Vsaj sam vem, da sem že večkrat kupil kakšno gajbico, ki je imela malo plesni gor. Pa vidiš, od kje pride,
pa se načeloma niti ne čudiš. Ne. Se pravi, tudi prvo kot to, kot je že gospa omenila, ne, jaz bi tudi poudaril pomembnost, rekel, samooskrbe, lokalne samooskrbe, predvsem pa tudi to, se pravi, da se je predvsem seveda kvalitetno hrano, polnovredno hrano, sezonsko hrano. Ne. Tukaj predvsem, kar se tiče zelenjava pa sadje, včasih moram reči, da sem kar majčkeno razočaran v trgovini, ko vidim, dobro, jabolka še dobim slovenska, ne, kaj drugega pa že bolj težko. Ne. In tudi rekel, v vseh teh distribucijskih verigah obstoječih, ne, jaz verjamem, da je to vse ekonomsko gnano, ampak rekel, težava tega pa je, da marsikatero živilo sploh ne pride na police, ne, spravo ga ne zavržemo, ampak ga izgubimo. Ne. In tudi tukaj bodo potrebni v prihodnje še premiki, se pravi, ali v smislu prekiniti te dolge rekel, prehranjevalne verige ali pa dejansko začeti malo bolj lokalno razmišljati. Recimo v tem kontekstu je mene zelo pred par leti motilo, ko je bil praktično ves česen v slovenskih trgovinah z Kitajske. In sem se spraševal, je res treba, da česen, hkrati kmetje slovenski se pritožujejo, da ne morejo prodati svojih predelkov, česen pa uvažamo z Kitajske. To se mi je tak absurd te situacije globaliziranega sveta. Mogoče samo še ena stvar. Hrana, zdaj mogoče bo kdo skočil, ampak jaz mislim, da hrana danes je premalo vrednotena, v smislu, da je včasih tudi prepoceni. Prepoceni je pa zato, ker ne vključuje dejanskih stroškov za res pridelave. Se pravi, mislim, da bi morali v ekonomske modele tudi spremeniti na ta način, da se ukalkulira v ceno v bistvu tudi ta odtis, recimo, ne, in vse tudi negativne posledice same proizvodnje, recimo, in transporta nekega blaga. Ne. Hkrati se mi zdi, da mogoče bomo mogli ponovno začeti razmišljati o dobrih praksah, ki smo jih že imeli. Ne, če pogledamo malo nazaj v našo ne tako oddaljeno zgodovino, ne, jaz sem bila še del tudi teh šolskih sistemov, kjer smo se veliko pogovarjali o prehranskih sistemih, o pomenu sezonskega prehranjevanja z sezonskimi živili in tako naprej, zaradi različnih razlogov, od ohranjenosti vitaminov, kratke poti in tako naprej. Skratka, nekako se mi zdi, da se ljudje od teh prehranskih sistemov oziroma od hrane, ki se proizvaja, nekako začenjamo zelo odtujevati, ne? Tudi zaradi tega, ker marsikdo je izgubil stik s tem, kaj dejansko pomeni pridelati eno borovnico, recimo, ne? In odkot recimo hrana prihaja nazaj. Tako da vidim pa zelo veliko praks, ne? Recimo od ekošol in tako naprej, ki začenjajo otroke ponovno zares izobraževati v tej smeri. In jaz bi rekla, z našim šolskim sistemom je zelo veliko narobe. Pa to moram zares povezati, ker želim videti tukaj neke spremembe. Naprimer, imamo velike težave z slabšo motoriko in recimo negibalnostjo. In kaj dobijo učenci v šoli? Več teorije o športu. Imamo težave recimo z druženjem in ne vem kaj. Kaj dobijo učenci pri glasbi? Več teorije, ne vem, o ključih, kako se imenujejo posamezne ključe na posameznih glasbilih, namesto da bi recimo več pel. Ko se pogovarjamo recimo v gospodinjstvu, namesto da bi otroci se učili, kako neka stvar zraste, imeli občutek, da nekaj skuhajo in tako naprej. Kaj dobijo? Več teorije o nečem. Se mi zdi, da tudi ta sam šolski izobraževalni sistem blazno oddaljuje otroke od bistva teh tudi takih praktičnih predmetov, se mi zdi, ki bi morali te vsebine bolj vključevati v vsak dan v šolo. Še tukaj smo imeli eno vprašanje.
V Sloveniji pojemo zelo malo rib in recimo poditi ta lancet, recimo bi lahko rib pojedli več, recimo, ne, kar je priporočljivo, mesa pa precej manj. Ne. To mislim, da je zelo pomembno vprašanje, na katerega ne vem, če obstoja nekaj enoznačnega odgovora. Ribogojnice predstavljajo tudi okoljski problem. Ribolov je velik problem, vemo, da se oceani postajajo prazni, predvsem ribolov, kot ga ponekod še vedno izvajajo s tako imenovanimi kočami, ko dejansko preorjajo dno, tako da verjetno nek bolj trajnostni ribolov bi bil v redu, ampak bo tukaj potrebne spremembe. Dejansko na Hrvaškem mislim, da se vidi, da je morje dejansko izropano, zelo malo rib. Tako da se čisto strinjam, tako da niti nimam kaj za dodati na tole. Mogoče jaz lahko na to temo povem, da na inštitutu Jožef Štefan dejansko izvajamo ta trenutek en večji evropski projekt na to temo, kjer poskušamo prvič razumeti, kakšna je dejansko kakovost oziroma kakšna je razlika v kakovosti med divjo in gojeno ribo, ker načeloma potrošniki, to je bila pač tudi raziskava narejena v 3 državah v okviru tega projekta, načeloma potrošniki bolj zaupajo v divjo ribo, medtem ko so skeptični do gojene ribe. Današnja tehnologija pa tudi omogoča ne razvoj, ampak vzrejo kakovostne gojene ribe in pač v okviru tega projekta se zdaj prvič raziskuje, kakšna je kakovost, drugič pa se tudi dela potem na ozaveščanju potrošnika. Tako da tukaj je že spet najprej potrebno dejansko oblikovati to znanje in ga potem tudi posredovati dalje. Tako da dela se na tem, ampak ja, verjetno v letu 2 bodo potem tudi vidni neki rezultati, oziroma verjetno še malo kasneje, ne, ker mora potem tudi ljudje to ozavestiti. Jaz bi mogoče samo to še dodala, kar je bilo prej rečeno. Jaz se strinjam, da je veliko manevrskega prostora pri izboljšanju šolskega sistema, ampak ne smemo pa pozabiti tudi, da je način življenja, ki ga danes imamo, neprijazen do zdravega prehranjevanja. Ne. Pač družine se zdaj srečujejo verjetno šele po 6. uri zvečer, ko imaš morda možnost samo še za en skupen obrok, tako da tukaj je to tudi zelo, zelo velik izziv. Včasih pač so živele babice in mame in otroci skupaj, seveda tudi pač očetje in detki, ne, ampak vseeno se je ta predaja znanja nekako naravno, organsko razvijala. Danes pač tega ni več. Vse se verjetno vsaka družina bori proti temu, poskuša najti neke rešitve, ampak to je velik izziv, no, in na to tudi ne smemo pozabiti. Težko je v bistvu predati vso odgovornost za vzgojo na šolo in šolski sistem. V bistvu je družina tista, ne, ki bi primarno morala poskrbeti za to. Je pa pač težko, ne, tudi mi zdaj le sedimo v času kosila, verjetno tukaj pa bi bilo bolj zdravo, da bi doma kuhali, imeli francoski sistem 1 uro, ne, odmora. Namreč Francozi dejansko imajo še to prakso, da imajo uro pa pol časa za kosilo, če imajo možnost, grejo domov in se pač dobijo svojo družino. Če nimajo časa, grejo pa s kolegi in so s kolegi uro pa pol na kosilu v nekem takem sproščenem vzdušju in potem seveda pač delajo tudi pozno popoldne, ampak imajo še vedno to tradicijo, no, tako da mogoče tudi razmišljati v to smer, kako obuditi ponovno to tradicijo druženja, ne, bi bilo super. Ampak jaz osebno tudi nimam rešitve tako, da bi jo stresla iz rokava. Še dr. Majdič in potem dr. Albrecht. Ja, čeprav se tukaj dostkrat sprašujem, ne čisto tako osebno govorijo, jaz pač rad kuham doma, tako da doma zelo pogosto kuhamo in ko gledam, kako se zdaj svet po covidu se mi zdi spremenil s tem izvoliti in s tem, ne se sprašujem, ali ljudje sploh še kuhajo, sploh še želijo. Jaz mislim, da se da najde čas, če imaš željo, če imaš nek interes, da čas je jaz vedno pravim, jaz sem vedno zagovornik tega, da časa je vedno dovolj, čas je samo kako si ga razporediš, pa zakaj ga porabiš, ne, tako da tukaj se mi zdi, smo kot družba nekako tudi, vem, da meni je bila v času covida, to mi je stalo tako spominov, ko je bila konec prve zapore, je bila na družbenih omrežjih slika izpred McDonald'sa v Šiški, kjer je bila, mislim, da okrog 2 kilometra dolga kolona avtomobilov. Jaz sem to videl in sem bil prepričan, da je to nek hec, ki ga je nekdo naredil, potem so mi pa kolege povedali, ne, to je bilo resnično in
nisem mogel verjeti, da je to dejansko, da so ljudi tako McDonald's pogrešali, da so mogli prvi jutro iti tja in čakati 2 kilometra, verjetno so 1 uro čakali, da so dobili tisti McDonald's. Pa nimam nič generalno proti, tudi čeprav zdaj že zelo dolgo nisem bil, ampak sem tudi kdaj bil v McDonald'su, pa to ne, da bi generalno nasprotoval temu, ne, da bi nekaj filozofske imel, ampak ja, ne, in tukaj mislim, da je predvsem to, ja, če si vzameš čas, če si vzameš, pač ja, zahteva neko energijo, zahteva neko, ampak če ohranjaš te navade, da kuhaš doma, je lahko po mojem veliko narediš tudi za vzgojo otrok, kot je kolegica rekla, je absolutno tukaj vzgoja doma, prva šola je pa potem druga, oboje skupaj pa potem da celostnega človeka. Ja, jaz bi se pa sem še mečkaj na tisto ribje vprašanje prej navezal, no. Jaz bi rekel, definitivno premalo rib jemo, no. Zdaj, dobro, verjetno so izjeme, ne, ampak samo v petkih, jaz bi rekel, fajn bi bilo mogoče še kakšen dan več, ne. Po drugi strani pa spet lahko zakompliciramo, pa rečemo, koliko pa so ribe dejansko zdrave, ne. Zdaj, če bi jih pred desetletji lovili Idrijci, ko je mogoče rudnik živega srebra še obratoval, ne bi mogoče konzumacijo rib toplo, rekel, ne lih priporočal, no, če lahko tako rečem, ne. In to je mogoče tudi ena izmed težav, ne. Se pravi, ko potrošnik kup konzervo tune v trgovini, ne, dobro, ali pa za kakšno drugo stvar, ne, dejansko ne ve, od kje je to prišlo, ne, kje je bila riba, ne. Ribe, kot vemo, zelo dobro akumulirajo različne stvari, ne, tako da po drugi strani prej, kaj je bilo vprašanje, ali gojena riba, ali riba prosto lovljena, ne, po drugi strani mogoče, če na ta način razmišljamo, pol mogoče gojena riba, mogoče celo bolj zdrava, ne, pod nekimi kontroliranimi pogoji, ki jih, neka taka industrija definitivno mora imeti, ne. Tako da spet, lahko gremo v eno ali pa drugo smer, jaz bi rekel, ja, definitivno, če vemo, od kje prihaja riba, oziroma da je riba nekako zdrava, glede na sestavo rib, bi definitivno priporočal več tega mesa, kot pa govejega, čeprav imam tudi jaz rad govej golaž, no, tako da. Mogoče še kakšno zadnje vprašanje? Jaz bi povedala samo eno anekdoto zraven na česen, ne, mi se prav imenujemo Zadruga Alium, sem družbena inovatorka in mi smo se mogli nedolgo nazaj zagovarjati na Ministrstvu za delo, ker smo šli na roko saditi česen, da smo ranljivim skupinam, ki smo jih hoteli vključiti na trg dela, vzeli dostojanstvo. Se pravi, odnos do poklicev, ki so povezani s pridelavo in predelavo hrane, je v naši družbi ne zadnji čas, ampak že kar veliko desetletij. Moj oče, mama sta bila oba dva agronoma in sta imela pokojnino skupaj enako izobražen, na enakem delovnem mestu ekonomist. Se pravi, je realno ta odnos tudi do poklicev v tem delu že predolgo premalo spoštovan in realno iz tega razloga tudi konkretno kakovost prehranjevanja toliko slabša. Moram povedati podatek, da se 60% študentskih bonov porabi v McDonald'su in v Žitu, ne, to so javni podatki in seveda iz tega zornega kota je treba vedeti, da je ta odnos, ki ga lahko tudi univerza prispeva, da se določeni poklici na tem področju več cenijo in se bo preko tega tudi ta sprememba lažje zgodila. Najlepša hvala potem za vašo pozornost, najlepša hvala sogovornikom za vaše dragocene uvide. Nekaj teh tem, ki smo jih že načeli, bomo gotovo odprli tudi na naši naslednji okrogli mizi, ki sledi ob 12:30. Pogovarjali se bomo o tem, kako zagotoviti trajnostne in varne prehranske sisteme prihodnosti v svetu nestabilnosti. Tako da vabljeni tudi k sodelovanju na naslednji okrogli mizi. Zaenkrat pa hvala in lep dan še naprej.